Milan, tukaj se predstavljaš z novo serijo slik, slikarskih del, nekako tudi kiparskih del. Zelo je poudarjena sestavljena tekstura na platnih, v bistvu nanosi različnih trakov, tako se tudi ta serija imenuje, Trakovi. In me zanima, kako je prišlo, kako se je ta serija začela. Ta majhna dela, v bistvu, na katerih so različni trakovi pripeti, so v bistvu nastala nekako spontano, no. Ko sem najdel, oziroma dlje časa sem imel že te trakove, ko so v bistvu ostanki od platen, pa sem jih gledal in sem ugotavljal, kaj bi v bistvu lahko z njimi naredil. Ti nastanejo v bistvu pri napenjanju platen kot neki ostanki tega ali pa... Mislim, pač imaš en velik kos, in potem, ko napneš, odrežeš stran, to, kar na strani ostane. In potem sem v bistvu gledal, kaj bi lahko s tem naredil in se igral in polagal čez platna in je v bistvu neka taka ideja nastala, no. Ker z trakovi sem v bistvu že prej delal tudi te slike, kot je recimo ta za zemljo. In potem sem v bistvu v tem istem smislu, no, nekih vodoravnih horizontalnih linij poskusil, kaj bi se zgodilo, če bi v bistvu neki novi material probal uvesti, no. In potem sem dodal še voščenke in potem se je še razvilo v papirnate trakove in vrvice in verjetno se bo še kaj nadaljevalo. Ja, tako likovni elementi kot recimo tudi kolorit, barve so zelo osnovne. Osnovne barve, osnovni elementi, črte. Verjetno to, kot praviš, tudi izhaja iz tega, da si našel te neke stare voščenke iz otroštva. To je res, ja. Pravzaprav imamo v bistvu za punco eno omaro, kjer imamo not shranjene vse mogoče materiale ustvarjalne, moje in njene in še od njenega očeta. In je v bistvu taka cela zbirka raznih nekih voščenk, barvic, v bistvu različnih stvari. In mislim, prvo so bili zelo preprosto na vseh teh platnih zgolj in samo te različni trakovi platen. Lahko ena kaprimeva tu recimo. Ki so v bistvu tudi različna platna so, različnih barv. Tako prvo je bil namen nekaj zelo tak nežnega narediti, ne. Ampak mi je bilo preveč nežno, no, in potem sem pač vzel te voščenke in začel barvati. Prej si omenil, da si že v enih prejšnjih serijah, kjer si se mogoče z geometrično abstrakcijo spopadal, tudi slikal, ampak ta tekstura, ki mogoče na posnetku ni toliko vidna, v živo bolj, je posebna, v bistvu gre za barve z nekimi primesmi, naravnimi primesmi. Kaj so te primesi? To je ilovica, v bistvu gradbena ilovica, ki se uporablja za umete na stene. Okay. Ampak so še tudi neki koščki kot ene, ne vem, slame oziroma neke posušene trav? Ali... Ja, v bistvu je to del gradbenega materiala, potem so tudi koščki slame, zato da je vse skupaj v bistvu bolj veženo. Mislim, če povem, v bistvu je prišlo do tega, ker sem sodeloval v nekih projektih naravne gradnje in potem sem videl, da bi lahko pač ta material uporabil tudi za slike. In tiste prve slike so bile seveda bolj take primarne, osnovne, da je bila res samo ilovica, da je bil ta material, ki je bil v ospredju, ne. Ampak potem se je s časoma pač to razvilo v neko, da sem dodal še zraven barve in je postalo bolj živo, barvno. Torej, ta sicer nova slika je povezana z nekaterimi, ki so nastale pred nekaj leti, ta je starejša.
In torej gre za neko geometrično abstrakcijo, tudi ta dela so abstraktna, trakovi, serija trakovi, ampak v svoji praksi slikarski zelo nihaš med upodobljajočo umetnostjo in abstrakcijo. Kako to? Ja, to je dobro vprašanje, ki mogoče niti sam nimam dobrega odgovora na to vprašanje. Ne vem, mogoče me preprosto zanima dosti stvari in potem pač nek čas, neko obdobje se fokusiram na upodobljanje, ne vem, nekih naravnih motivov. Potem pa pač si zaželim spet kaj bo geometričnega ali pa abstraktnega. Mislim, nimam neke take zelo trdne, jasne obveze do svoje prakse, v smislu, da bi zdaj mogla biti zelo, serijska, čista. Tako bolj se igram, kot pa da bi želel zdaj. Mislim, da igra in radovednost je mogoče nekaj, kar je neka rdeča nit. Pa preizkušanje materialov, nekih efektov, ki se zgodijo. Ne vem, zdaj me res zelo zanima to neko sopostavljanje različnih tekstur pa materialov, kakšni neki vizualni učinki nastanejo, se mi zdi zelo zanimivo, ko pač daš zraven neki papir, pa potem platno, ko je bolj grobo, pa voščenke in je Torej, kot rečeno, tvoja praksa je zelo raznolika, ampak tukaj vidimo samo en izsek, čisto nov nastal v zadnjih nekaj mesecih, mogoče v zadnjih tednih. Kje pa lahko vidimo drug del tvoje prakse na spletu, recimo? Ja, lahko si pogledate na spletni strani ali pa na Instagramu. Kako je spletna stran? milanketis.com. Ok, dobro, hvala in dobrodošli v galerijo na razstavo Trakovi Milana Ketiša v UGM shopu.